نصيحة إلى زوار المرتدين إلى ولاية وادي بني خالد بأن أخذ الحيط والحذر أثناء السباحة. الأماكن عميقة. Zdaj se odpravljava v verjetno edini vadi trenutno v Omanu, ki ima kaj vode. Vadi Šab se mu reče. Baje se bova celo kopala. Tako, tole je pa vadi, poln vode. Zdaj, ne vem, če slišite zadaj, eni turisti se že derejo ful na glas, tako da najbrž ne bova šla noter, ker smo malo pusis, ampak je pa lepo za videti. Zdaj vem, da smo rekla, da ne bomo šla v tale vadi s to vodo, ampak temu se res človek ne more opreti. In glede na to, kako so jutske leprejeni, smo mislili, da je res ful mrzla. Ampak ni, razen tale pri bradavičkah. 3, 4. To pa je bilo zdajle. To je bilo pa fajn. Takole izgleda pa vadi, ki ima vodo v notranjosti. Pomikaš se po takih malih tolmunčkih in če imaš srečo, tako ko imamo zdajle mi dva, si lahko samo v tolmunčkih in lahko počenjaš tudi poredne stvari, kot na primer igranje križcev in krožcev. Na Tajskem moraš za fiš spa plačati, tlega imaš pa zastonj in mene tako po celih stegnih. Še bomo prišli. Če se sprašujete, kaj počnem, avto pripravljam na vožnje po puščavi in ker imam jaz res že dolgoletne izkušnje s tem, bom tole spustil na 19,6 PSI-jev, priporočljivo je pa tam nekje med 18 in 20. Zdaj, zakaj moramo to narediti, je drugo vprašanje, na katerega odgovor poiščem na Googlu. Je pa dejstvo, da nas zdaj čaka enih 15 km po Sipincah in potem prideva v Desert Camp, kjer se rezervirala eno noč. In če uspešno pridemo tja čez 15 km, se bo tale vlog nadaljeval, sicer bo to najin zadnji posnetek, kar ga boste videli. Ne vem, če se mi vidi, ampak hkrati zelo uživam in rahlo trpim v tej vožnji, ker priznam, da nimam pojma, kaj delam. Je pa ful lepo. Stala sva 120 € za eno noč, tako da naju res zanima, kaj nama bojo pripravili. Upava, da vsaj eno dobro večerjo, pa zajtrk. To potuš. Ja, izkoristila bova pa tudi, da spet nafilava vse najne naprave in se orang stuširava. In izljubiva v puščavi. To je pa res posebna priložnost. Thank you, sir. Res, da je bilo tole 120 €, ampak imamo pa svojo lepo sobico sredi puščave. Drugače najti takle Desert Camp je precej enostavno, mi smo kar bukirala prek Agode, imate tudi na Bookingu. Cene so pa, mislim, da je bil najcenejši okoli 100 € za 2 osebi na noč, najdražji je pa nekih 350 € na noč. Ponavadi, kakor sva videla, je zajtrk vključen, pa večerja vključena. Imaš pa še polno nekih aktivnosti, ki jih seveda doplačuješ. Ampak mi da bomo najbrž kaj samo uživala sama. Aha, zdaj vem, kaj počneš. Hodiš na vrh ogromne sipine
Hvala Bogu za tale štrik. In potem gledaš sončni zahod, po noči zvezde, pol pa še sončni vzhod. No, ni čisto res, da lahko samo to počneš v teh desert campih. Lahko tudi majčkeno plačaš, pa greš s kakimi kamelami, ali pa se greš s temi, kva so to, no, letalčki, paraglide, scena, se greš z njimi voziti, ali pa se greš z nekimi zajebanimi avti po sipinah voziti, kar bi jaz noro rad probal, ampak plačo nam, na Induster pa pravi, da ni pri volji.